Nataša Marković-Cvet. Mene zanima, če lahko komentirate hišno preiskavo v zvezi s kontrolo zračnega prometa, ki je danes, če kaj veste o tem, pa drugo, kaj je z razpisom za gradnjo stolpa. Kar se tiče hišne preiskave, kje ste rekli? V kontroli zračnega prometa. V javnem podjetju kontrola zračnega prometa, misli kolegica. To zdaj sedaj slišim prvič od vas in nisem seznanjen za tem. Drugo vprašanje, kar se tiče projekta izgradnje tega stolpa, kolikor vem, razpis je bil, koliko pa vem, da še izvajalci torej izvajalec še ni izbran. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo tega centra pa je bilo izdano. To je vse, kar vem. Kdaj se pa predvideva, da bi bil dokončan? Bomo preverili, no, tega datuma zdaj točno je. Skratka, potrebno bi bilo izbrati izvajalca, mislim, da so šli v konzultacijo, kakorkoli, in seveda potem vsi pogoji za izgradnjo, kolikor imam jaz informacije, so. Koliko je pa vrednost projekta, gospod minister, ta stolp? Bomo vprašali Slovenija kontrola. Jaz bi prosil zdaj, tu ste me zdaj malo dobili na levi nogi, taka vprašanja, če prosim. No, ampak kako pa komentirate, gospod minister, torej, to pa mogoče lahko komentirate, torej, preiskave so se izvedle v 3 velikih gradbenih podjetjih, STE v Vegradu v Primorju, priprti so Ivan Zidar, Dušan Černigoj in po nekaterih informacijah tudi Hilda Tovšak. Mislim, zdaj me sesuvate do kraja. Se pravi, to sta 2 zadevi. To je ista zadeva. Šlo naj bi za korupcijo pri gradnji tega stolpa kontrolnega na Brniku, zato se sprašujem, koliko je vrednost projekta. Šlo naj bi za utajo davkov, za javna naročila, za kartelno dogovarjanje. Torej, priprtih je po nekaterih informacijah celo 8 ljudi. Glejte, zdaj ste me res našli čisto na levi nogi. Nimam nobenih informacij o ničemer, ampak če hočete vedeti moje personalno mnenje, ki ste ga verjetno že skozi moje izjave večkrat slišali. Jaz sem bil vedno zagovornik in sem zagovornik transparentnega delovanja, transparentnih poslov in nisem za nobeno, bom rekel, kupčije pod mizo, okoli vogala ali kakorkoli drugače. Večkrat se je to tudi v javnosti namigovalo, da se to dogaja, da je to vzrok v gradbenih lobijih in tako naprej in tako naprej. Jaz se poskušam od tega distancirati, narediti vse in še več, da bi tega bilo seveda čim manj. Če je to res, kar ste trdili, jaz seveda to absolutno podpiram in zadeve je treba priti do dna. Naj se zadeve razčistijo enkrat končno, da bomo seveda tudi Slovenci in Slovenke prepričani, da so zadeve čiste in da posli, ki potekajo v našem gradbeništvu, če rečem čisto generalno, da so ta pravi čisti in da ni tu nobenega, bom rekel, takih sumljivih poslov v ozadju. Ste vi kot minister za promet, sicer ste na tej funkciji šele nekaj mesecev, ampak ali ste kot minister za promet v teh mesecih tudi sami prišli do, bi rekla, suma, da obstaja kartelno dogovarjanje, da nimo ravno v primeru tega kontrolnega stolpa, ki naj bi sprožil sploh preiskavo, ki je danes privedla celo do aretacij, naj bi šlo za kartelni dogovor teh 3 podjetij, kdo od njih dobil posel. Zdaj, če je v tem primeru bil kakršenkoli dogovor, to ne morem trditi, ker ne poznam vseh ponudb, ki so bile izdane, ampak lahko kot se spomnim, še takrat nisem bil minister, pa je bilo, ne vem, na eni od televizij prikazano, so bile ponudbe, pa mislim, da je to bilo v primeru ravno Darsa, so bile 3 ali 4 ponudbe, ki so se gibale ranga velikosti 10 milijonov evrov, pa so se razlikovale za 500 ali 600 evrov. Skratka, tu človek lahko seveda sumi, da je nek dogovor v ozadju, ker sicer se mi zdi skoraj nemogoče,
da bi se seveda 3 ali pa 4 izvajalci neodvisno v ponudbi, v oceni stroškov tako približali en k drugemu. No, se mi zdi teoretično in praktično nemogoče. Kaj pomeni, dobro, razumela sem, da torej niste bili do tega trenutka s tem seznanjeni, ampak mogoče Ne, tu ste me zdaj res malo presenetili. Ampak če lahko še komentirate, glede na to, da gre za 3 res velika slovenska gradbena podjetja, največje celo, torej tudi med njimi, in da je najmanj direktor tega gradbenega podjetja v priporu, če ne še kdo od njegovih svetovalcev. Kaj mislite, da to pomeni sicer za izvajanje zdaj prometne politike naprej v Sloveniji? STT med drugim gradi Šentvid, recimo. Zdaj, jaz upam seveda, da vkolikor je prišlo do zaprtja kogarkoli, da seveda to ne bo pomenilo, da bodo ta podjetja prenehala delovati. Tu so pogodbene obveznosti in jaz upam, da seveda to ne bo ogrozilo izgradnje teh pomembnih projektov, ki so pred nami. Zdaj, če hočete Šentvid ali pa Pomorska avtocesta ali pa skratka avtocestnega križa, ki smo na nek način rekli, da želimo v tem letu za to zgodbo zaključiti, ker je to pomembno za Slovenijo in za gospodarstvo. Jaz upam, da temu ne bo tako, ampak vsaj ne bi smelo biti. No. Ste vi pri kakšnih avtocestnih poslih recimo tudi kaj sumili na nepravilnosti? Ali pri Šentvidu recimo? Zdaj, če bi rekel, da ja, bi se zlagal. Če bi sumil, da je res kaj v ozadju, potem je seveda moja dolžnost, da bi to prijavil ustreznim organom. Je pa seveda res, ne, to pa vsi slišimo, vsi, ki smo tukaj v tej sobi, da se pa marsikaj govori. Problem je samo to, da je pol v končni konsekvenci seveda to zelo, zelo težko dokazati. Če bi bilo, bi zagotovo ukrepal tako, kot sem poskušal vedno tudi jasno in glasno zadeve, ki se mi niso zdele prav, pravične, poštene, tudi povedal. A lahko samo še jaz bi vprašala? Lahko? Vprašala bi prav glede tega razpisa pa tega stolpa, kdaj lahko pol dobimo kaj več informacij glede prijavljenih, pa to je mogoče še jutrišnjem dnevu, do jutrišnjega dneva.